Sodobno stanovanje na Bregu ob Ljubljanici je posebno iz več razlogov. V stanovanju, ki je zasnovano kot odprt bivalni prostor in pregrajeno zgolj z enojnimi vrati, moderna oprema skriva pametno tehnologijo. Vseeno pa je sodoben način življenja ustvarjen s spoštovanjem do preteklosti prostora. To razkošno stanovanje, ki se nahaja v središču Ljubljane, se razprostira na 72 kvadratnih metrih. Arhitektka Nina Eminagić je upoštevala staromeščanske posebnosti stavbe, obenem pa oblikovala moderno stanovanje z minimalistično opremo. Prenova stanovanja v stari stavbi na Ljubljanskem Bregu je bil za arhitekta Mirzo in njegovo hčer Nino Eminagić iz Alto Design Studia svojevrsten izziv. Želela sta ohraniti čim več prvotnih izvirnih elementov stavbe iz 19. stoletja in obenem ustvariti novo kvaliteto. Izziv je bil kar precejšen, kar je bilo še jasneje, ko sta vstopila v precej temno stanovanje. Ko sta se lotila prenove, so jima v oči takoj udarile krive stene, a so te kljub temu ostale nespremenjene in pomenijo kontrast med novimi in starimi rešitvami. Stanovanje pa se nahaja v stavbi, ki je iz 19. stoletja. Ste želeli kaj ohraniti oziroma se je bilo za kaj še posebno težko odločiti? Vsekakor smo želeli ohraniti vse prvotne originalne elemente te stare hiše, torej te stare freske stropne in pa odkriti trmovi, tudi tisto odprtino tam v steni, ki zdaj ničemur več ne služi. Mogoče sem se edino težko odrekla dvokrilnim vratom, ki so prej stale tukaj in so ločevali predsobo in pa dnevno sobo. Ampak v novem projektu žal ni bilo prostora za njih. Torej, stanovanje nima vrat, izjema je zgolj kopalnica. Je bilo to sprejemljivo lastnikom stanovanja? Ja, oni niso izražali nobene posebne potrebe po intimi, tako da smo odstranili vse predelne stene. V grobem smo celotni prostor ločili na dva dela, torej ta v srednji spalnico in pa kopalnico in garderobo. Vmes so samo ta vrtljiva vrata, ki pa mislim, da so večino časa tudi kar odprta. Sodobno stanovanje ima le enoja vrata, ki vodijo v kopalnico. Spalnica, ki je na podestu, je brez sten in vrat, zato vprašamo, kako je rešeno vprašanje intime. Takrat, ko smo se ločili od teh predelnih sten, smo nekako vseeno želeli in odprli spalnico s preostankom prostora, smo nekako vseeno želeli vizualno nakazati drugo funkcijo prostora. To smo storili z dvigom tal. Spodaj se je tako organiziral en velik shranjevalni prostor, do katerega pridemo z dvigom stranic podesta, z njimi daljinsko upravljamo. Lahko pa po potrebi tudi nekako mehkejše pregradimo spalnico od preostalega prostora in sicer z spuščanjem semitransparentnega 3-metrskega ruloja. Edini res ločen prostor v stanovanju, kopalnica, se ravna po istem konceptu celotnega stanovanja. V tem prostoru se izrazi arhitektkin občutek za detajle. Torej, kopalnica sledi istemu konceptu celotnega stanovanja. Gre za fluiden povezan prostor, ki se loči na garderobo, zaprt WC in pa tuš. Deluje kot nekakšen labirint, tako da tudi brez kakršnikoli vrat in sten do vrha lahko vseeno dosežemo neko stopnjo intimnosti. Vse skupaj pa sem želela povezati z tlemi, tako da se črta navideznega marmorja povezuje in to sem tudi doma večkrat poskušala z raznimi maketami. Te plošče velikega formata so v bistvu samo 3, jaz pa sem jih obračala na tak način, da smo dobili to kontinuirano črto, tako da imate občutek, kot da gre za en ogromen kos marmorja po tleh. V stanovanju, spoju modernega in starega, je prav posebna zgodba nenavaden balkonček, ki se skoraj ne loči od pročelja bližnje stavbe. Omenjeno pročelje je tako prek balkona okrasilo eno izmed sten v kuhinji. Stanovanje ima tudi 2 balkona. Eden je še posebno simpatičen zaradi svoje ozkosti. Tukaj gre pravzaprav samo za dilatacijo oziroma razmak med dvema stavbama, 70 cm širok. Mi smo samo na novo podeskali ta že obstoječi balkonček, ki se mi zdi prav lep bonus v tem delu mesta. Tako, ker je v bistvu pogled iz dnevnega prostora usmerjen direktno na fasado sosednje hiše in pravzaprav deluje kot svojevrstna slika, bi lahko rekli.
Ja, seveda. Se mi zdi, da prav iz tega razloga na tej steni ne pogrešam nobene druge slike. Že takoj v začetku sem to robustnost tega opečenega starega sosednjega zidu videla kot nekakšno fino ozadje za ta notranji minimalizem, tako da se mi zdi, da fino sodelujete. Za doseženo ravnotežje med staromeščanskim vzdušjem in modernimi kosi pohištva je odgovorna arhitektka Nina, ki je opremo za stanovanje izbrala sama. Gorčično-rumena sedežna garnitura v dnevni sobi je recimo ne samo skrbno izbrana, ampak tudi natančno umeščena v prostor. Takšni kosi, bodisi nevtralni, bodisi v močnih barvah, so dosegli cilj. Ustvarjajo poudarek in usmerjajo obiskovalčev pogled. Ja, vso opremo sem izbrala sama. Dosti časa preživim iskajoč primernih kosov, ki se mi zdi, da morajo lepo sodelovati tako s celotnim prostorom, kot tudi med seboj. Lahko so različnih letnic, različnih stilov, vendar se mi zdi, da na koncu morajo utvoriti vsi skupaj eno harmonično kompozicijo. Pri estetiki stanovanja gre za zelo izčiščene minimalistične linije. Kot pravi arhitektka, izčiščenost ne izključuje funkcionalnosti. Izčiščenost zame pomeni predvsem kakšno premišljenost. Torej, v prvih fazah projektiranja zmeraj najprej poskrbimo za logično in funkcionalno razporeditev prostorov, šele kasneje pa začnemo razmišljati, kako bi to čim bolje zapakirali. Predvsem je zelo pomembna tudi komunikacija z naročniki, tako da že v samem začetku mogoče vem tudi njihove bodoče načrte, če planirajo kasneje montirati klime ali pa, ne vem, naprimer predvideli smo tudi prostor za robotski sesalec, ki je tam pod podestom s svojo vtičnico. Vsaka stvar mora imeti svoje mesto. V stanovanju gre moderna oprema dobesedno z roko v roki z moderno tehnologijo. Ja, stanovanje je v celoti opremljeno z pametnimi inštalacijami. To pomeni, da lahko vse funkcije vodimo preko mobilne aplikacije na daljavo. To pride posebno prav, če smo naprimer na dopustu in želimo vklopiti gretje. Na daljavo lahko tudi vklapljamo alarme, luči, senčila, vse. Prav pride tudi, kadar smo mogoče zunaj in se ne spomnimo, da smo izklopili likalnik, lahko tudi na daljavo izklopimo vse vtičnice in to je to. Kolikšna pa je bila cena celotne prenove? Prenova je stala dobrih 1000 evrov na kvadrat. Nina se je prenove stanovanja, v katerem živi par zrelih let, lotila skupaj z očetom, prav tako arhitektom. Ne glede na generacijske razlike, je bila izkušnja, kot sama pravi, zelo pozitivna. Medtem ko je oče na gradbišču bdel nad izvajalskimi deli, je bila Nina odgovorna za kreativni del. Svoje delo sta, bi lahko rekli, opravila odlično.